Ko je na Belo Ljubljano padel mrak in je ta dobila svetlečo preobleko, sva se z Vidom odpravila po poti neštetih lučk, stojnic in prazničnega vzdušja. Prva postaja je bila Prešernov trg. Vid, kaj ti misliš, koliko je daleč smreka visoka? Mislim, da 13 metrov. Skoraj visoka je 15 metrov in je najvišja v Ljubljani, ampak okrašene smreke lahko srečaš pa še na 6 trgih po Ljubljani. Greva naprej? Pa greva. Ko sva se odpravila po Čopovi ulici, sva srečala Petro, ki ve prav vse o praznični Ljubljani. Vida je zanimalo, koliko je lučk. Je vseh skupaj v dolžini 64 km, 8 km tega samo na tej smrekci tukaj zadnji. Pa sva zaplesala ob zvokih lajnarjev in se fotografirala ob kipih, ki naenkrat oživijo. Tudi dobro vilo se splača obiskati, ker če si nekaj želiš, ti izpolnim željo. A želje nisva povedala na glas, saj se potem ne bo uresničila. Na poti do prazničnih stojnic sva občudovala okraske, ki jih je ročno in okolju prijazno izdelal umetnik Zmago Modic. Pri krasitvi so sodelovali tudi otroci iz ljubljanskih šol. V parku Zvezda so se z njihovo pomočjo naselile pravljične vile. Podvodni mož in Julija pa sta naju povabila na vročo čokolado, kjer sva se malce ogrela. Sladkarije, igrače, kape in nakit. Na stojnicah je priložnost za praznične nakupe. Premamila naj je tudi živa glasba in odločila sva se za ples. Ker sva ravno prav ogrela mišice, je bil čas še za zadnji podvig dneva – drsanje. Na drsališču Kongresnega trga sva oba prvič stala na drsalkah in bolj ali manj uspešno drsela po ledeni površini. Vremenoslovci pravijo, da še nekaj časa ne bo snega, zato se lahko preizkusite tudi v tem zimskem športu. 3 ure na dan je kar brezplačno. Vid, kako si se me danes? Ja, meni je bilo super. Najbolj všeč mi je bila snežena vila. Verjetno si bom pa najbolj zapomnila tole drsanje. A greva še malo? Ja, greva.